Dober dan, to je NN Studio. Slovenski biser Piran bo naslednja 2 tedna kulisa akcijskega trilerja Our Man from Jersey v produkciji giganta Netflix. V starem mestnem jedru so tako že zvezdniki, kot so Halle Berry, Mark Wahlberg in J.K. Simmons. Snemanje prizorov pa se je začelo danes. V mestu velja poseben prometni režim, tudi Pirančani do svojih domov občasno ne bodo mogli. Kako je videti snemanje, kaj bo od tega imela Slovenija, bodo tudi pri nas, podobno kot na Hrvaškem, vse pogosteje prisotne tuje snemalne ekipe in hollywoodski zvezdniki. V studiu prav lepo pozdravljam današnja gosta, z nami sta Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra. Dober dan, dobrodošli. In Matej Šluzar, nagrajeni režiser in scenarist ter predsednik Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Dober dan. Dober dan. No, v Piranu pa je seveda tudi naša ekipa z Manco Turk na čelu. Lep pozdrav tudi tebi, Manca. Kako je videti Piran? Si se lahko približala kraju snemanja? Ja, Miha, na enem delu Pirana življenje teče čisto normalno. Turisti se sprehajajo, pijejo kavo, domačini hodijo v službo. No, na drugi strani pa takšni prizori, filmske blokade in pa vrsta avtomobilov. Turisti, ljudje, kot lahko vidite, poskušajo s kotičkom učesa ujeti kakšnega od slavnih igralcev. Namreč prav tu, na Punti, v tem trenutku poteka snemanje tistih najbolj zahtevnih kaskaderskih prizorov. V Piranu pa naj bi bilo kar 1200 članov produkcijske ekipe. Tako Slovencev, Hrvatov kot tudi Američanov. Nastanjeni pa naj bi bili po naših informacijah v Portorožu. No, vključeni so kot statisti tudi domačini in kaj več uradnih informacij v tem trenutku pravzaprav ni. Namreč vsi vključeni so morali podpisati s produkcijsko hišo pogodbo, po kateri ne smejo razkrivati informacij ali podatkov. Torej vse je zelo skrivnostno in zavito v nekakšno tančico. Naj povem, da snemalcem sva dopoldne uspela se nekako približati samemu prizorišču, čeprav so vse povsod takšne blokade, vse povsod so varnostniki in redarji, ki ljudi usmerjajo, da naprej ne smejo, da ne bi slučajno prišli na samo prizorišče. Uspela sva, kot sva izvedela, posneti nekaj vaj, preden so se sem pripeljali oziroma preden se bodo pripeljali glavni igralci. Zdaj še ena taka zanimiva stvar je prekletstvo novinarstva, bi lahko rekla. V trenutku, ko sva snemalcem kamero pospravila v ruzak, telefone v žepe oziroma v torbice, se je mimo naju dveh v bagiju, torej v nekakšnem štirikolesniku, pripeljal eden glavnih igralcev, in sicer Mark Wahlberg. Nič nenavadnega, mimo se je pripeljal, opazoval okolico, opazoval turiste, ki so pili kavo in šel naprej do te lokacije, ker, kot rečeno, trenutno snemajo tiste najbolj zahtevne kaskaderske prizore. Videla sva lahko, kako so se peljali oziroma dirkali z motorji, pa bežali. Zdaj še ne vemo, ali je šlo za tiste pozitivce ali bad guye, kot bi lahko rekli. Toliko za zdaj, Miha. Hvala za enkrat, Manca. K tebi se še vrnemo. Spoštovana gosta, to, kar smo pravkar slišali in videli, je najbrž povsem običajno za neko tujo produkcijo, ko pride snemati prizore, gospa Bučar. Ja, seveda, to je povsem običajno za filmsko produkcijo. Ko je to velika tuja produkcija, so seveda bolj, bom rekla, snemanja večjih razsežnosti, kakršno je to v Piranu. Moram pa poudariti, da tudi, ko snemajo slovenski filmski ustvarjalci, so seveda take situacije, zaprte ceste, nedostopnost lokacij možne, vendar v bistveno manjšem obsegu, ker seveda tukaj gre za večmilijonske produkcije. Pri slovenskem filmu pa gre za, bom rekla, 200-krat ali pa 300-krat manjše zneske produkcije. Tako da je običajno to za film. Gospod Luzar. Ja, definitivno. Ko snemamo filme, moramo zapreti ceste, ulice, kjer snemamo, tako zaradi varnosti, kot pa seveda tudi zaradi same vsebine filma. In recimo v mojem primeru filma Orkester, kjer smo v bistvu center Zagorja v jutranjih urah prav tako zaprli in vedno prosijo naše ekipe, naši varnostniki, domačine za razumevanje in v večini primerov ga vedno imamo.
Je pa verjetno dostop do naših slovenskih zvezdnikov vseeno nekoliko lažji kot do tujih zvezdnikov, a ne? Zagotovo ne gre tukaj samo za zvezdnike, predvsem gre za, da bodo gledalci razumeli, zakaj pravzaprav taka skrivnostnost okrog takih projektov. Gre za zelo velike finančne investicije v neke, bom rekla, vsebine, ki seveda računajo tudi na velike prihodke v prihodnje. In če se seveda ustvarja nekaj z zelo veliko finančnimi sredstvi, se poskuša ohranjati čim več informacij zavarovanih, skrivnostnih, da je vznemirjenje ob premieri večje. Pa lahko pri tem konkretnem projektu že lahko govorimo o kakšnih zneskih, koliko znaša produkcija? Torej, projekt se v določenem delu snema v Sloveniji. Gre za, bom rekla, za ključne kadre tega dela. V Sloveniji pa nekje pričakujemo, da bo poraba višja od 10 milijonov evrov. Se pravi, za tisti del projekta, ki se bo posnel v Sloveniji, bo producent v to vložil, torej v Sloveniji bo pustil več kot 10 milijonov evrov, kar je ogromno denarja seveda za našo Slovenijo. Ja, je to največji projekt v bistvu tovrsten pri nas do zdaj? Da. Slovenski filmski center si v bistvu že od uvedbe promocije tega ukrepa iz leta 2017, mi si prizadevamo, da pride tudi Slovenija na zemljevid tistih držav, ki privlečajo velikanske projekte in zvezdnike, ker je seveda to ima največji potencial tako za Slovenijo, kot seveda za bom rekla, finančna vlaganja pri nas. Mislim, da nam je malce korona podrla načrte, ustavila malo to progresivno, bom rekla, promocijo, no je pa leto 2022, bom rekla, prelomno, ker dejansko gre v tem primeru, ki zdaj se snema v Piranu, v tem filmu, gre dejansko za največji tovrsten projekt v moderni Sloveniji. Govorimo o tujih projektih, seveda, ki se snemajo pri nas. Gospod Luzar, kako pa sploh poteka iskanje teh lokacij po svetu? Kdo vse je v bistvu v ta proces vključen? V ta proces prvovrstno so seveda vključeni izvirni avtorji, to se pravi avtorji, ki snujejo samo zgodbo. To tako producenti kot režiserji, kot tudi scenografi v prvi vrsti, ki iščejo lokacije in potem kontaktirajo različne dele sveta, ki se jim zdijo primerni za njihovo snemanje. In potem, ko naredijo prvotni ogled lokacije, se odločijo za snemanje, recimo v tem primeru v Piranu. Seveda je pa zelo odvisno od tega, ali določena država ima te ukrepe ali jih nima, ker na ta podoben način funkcionira delovanje in snemanje teh filmov vse posod, tako po Evropi, kot tudi po Ameriki in v drugih delih sveta. Zdaj, pri nas je bilo takšnih primerov nekaj, medtem ko na sosednjem Hrvaškem, vsaj zdi se, nekoliko več, ali pa so v to, ne vem, se je o tem bolj govorilo. Kaj so delali drugače kot Slovenci, da so jih bolj opazili? Najbrž ni vse le v sami ustreznosti lokacije, ne? Definitivno. Predvsem gre tukaj za voljo države, da razume tovrstne ukrepe. In na Hrvaškem se je snemalo več tovrstnih filmov in serij, predvsem zaradi tega, ker so ta ukrep dobili 10 let prej kot Slovenija. In to je bil rezultat, da so se te filmi snemali tam. Pri nas, ko smo pa končno dobili ta ukrep, je pa predvsem prednost tega, da Slovenija je zelo geografsko raznolika država in se zelo dobro tudi dopolnjuje, recimo sosedno Hrvaško ali navsezadnje tudi Srbijo in Češko. Gospa Bučar, vaš pogled? Ja, torej, mi vemo, da je danes filmska in audiovizualna industrija ena najhitreje rastočih in poseduje v bistvu eno najbolj obsežnih finančnih vlaganj na svetu. In če grem zdaj od široke slike, tukaj je zelo veliko denarja poenostavljeno v tem biznisu. In Evropa se zaveda, predvsem Evropa, da večina tega denarja, velik del tega denarja prihaja iz produkcij, ki nastajajo v Ameriki, Združenem kraljestvu, in vse države se trudijo privleči na svoje lokacije čim več tega denarja in teh odmevnih projektov. In tako kot je rekel Matevž, Hrvaška je se zavedala pomena filma in pomena biznisa in umetniških potencialov, ki jih film ima, že 10 let pred nami.
In oni so s temi ukrepi, z sredstvi, ki so jih namenjali za to promocijo, seveda prej ustvarjali, bom rekla, interes tujcev, da so prišli tja snemati. In šele v Sloveniji smo skoraj, mislim, da 8 ali 10 let kasneje stopili na ta vlak, da smo začeli promovirati Slovenijo, privabljati tujce. In zdaj nam je seveda uspelo in upam, da bomo razumeli, da je film umetnost in biznis modernega časa in da bomo pač tako s politično voljo kot z vsemi storitvami in ponudbo, ki jo imamo, uspeli Sloveniji omogočiti, da se bo tudi na filmskih delih visokih odmevnosti pojavljala čim večkrat. Namreč ta produkcija, ki se zdaj snema, ima eno ekskluzivo, ki je recimo Mamma Mia, ki se je snemala na Visu, ni imela. To pa je, da bo Piran realna lokacija v filmu. Torej, tega Mamma Mia, ki se je snemala na Visu, recimo ni imela in večina produkcij nima, ker producenti, avtori iščejo dobro lokacijo in potem pač kreirajo prostore z imeni, kakor jih pač kreirajo. Piran pa bo celo predstavljal samega sebe v tej odmevni produkciji. To je zelo pomembno, ker spomnimo, ko so snemali Neskončno nevihto na Krvavcu, v filmu to ni bil Krvavec, ampak Apalači v Severni Ameriki, gorovje. In če se ustavimo zdaj prav pri tem filmu, zdaj producentka tega filma, kjer je bila v glavni vlogi Naomi Watts, je za MMC dejala, citiram, višina povračila, ki ga ponuja Slovenija, je zelo konkurenčna v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Mislim, da ima Slovenija res priložnost, da postane priljubljena destinacija za filmske ekipe, podobno kot je to že uspelo Češki, Romuniji in Poljski. Neskončna nevihta je uveljavljala pravico za povračila za skoraj 622 tisoč evrov. Njihova naložba v Sloveniji se je približala 2,5 milijona evrov. Torej, kakšno bo po tej logiki povračilo pri tem filmu? Ja, torej Slovenija ima uzakonjeno 25% denarno povračilo in je seveda odvisno od same investicije, ker na koncu, ko je projekt končan, ko se dela revizija finančnih vlaganj, se seveda bolj točno vidi, kaj je, ampak si lahko vsakdo zračuna, da če bo šlo za 10 milijonov vlaganj, bo 25% tega denarno povračilo. Kar je, kot je rekla Naomi Watts oziroma njena producentka, konkurenčno, je pa zdaleč ni več najvišje. Imamo v Evropi države, ki ponujajo 30, celo 40% povračila, ker se zavedajo, da je film tisti posel, ki 40% celotnega denarja pusti v državni blagajni. Torej, če pogledamo slovenski prostor, je naša študija pokazala, da v letu 2019 je v Sloveniji bilo 200 milijonov vlaganj na področju AV sektorja, se pravi filmi, reklame, serije, tujci, in izračunano je bilo, da se kar 40% od teh 200 milijonov, se pravi, koliko bi to bilo? 44 milijonov je samo DDV-ja, potem so pa še drugi prispevki v državno blagajno. Se pravi, ogromen delež denarja, ker film ne gre, ni samo strošek, bom rekla, nekih delovne sile na področju kulture, ampak je vse prej kot to. Skratka, gre za široko razpršena vlaganja v gospodarstvo in države se tega zavedajo, med drugim so tudi Hrvati, ki so začeli s 25, po določenem delu Hrvaške, ki je manj zanimiv, dvignili to na 30%. Treba se zavedati, da ne gre samo za trženje naših lokacij. Treba se zavedati, da tukaj gre tudi v bistvu za promoviranje slovenske filmske stroke, za filmske delavce in na vse zadnje tudi filmske avtorje. Pri vseh teh projektih redno sodelujejo kot art direktorji tudi slovenski scenografi ali scenografinje in iz tega načina ni samo vlaganje in promocijo Slovenije, ampak predvsem tudi v krepitev slovenskega filmskega sektorja. In to je tisto, kar je pomembno tako za celotni spektr AV industrije v Sloveniji. Ko govorimo o multiplikativnih učinkih, preden smo šli v studio snemati, gospod Luzar, ste mi razlagali, koliko imajo Hrvati v Dubrovniku od tega, ker so pač tam snemali Igro prestolov. Lahko tu naredimo kakšne primerjave, koliko bi potem mi lahko zdaj od tega imeli, če se bomo stvari lotili na
na tak način? Ta izračun je že narejen v tem trenutku. Direktorica je omenila, koliko prihodka ima sektor že danes. In izračun multiplikativnosti je 1,8, kar pomeni, da nas to uvršča v bok Norveški. In za vsak evro, ki ga vložimo v slovensko AV delo, tako tuje kot tudi dejansko slovensko, se vrne 80% in je v bistvu izjemen multiplikativen učinek, tako kot je recimo doživela ne samo Dubrovnik, ampak celotna regija okrog Dubrovnika. In analiza ekonomske fakultete v Zagrebu je pokazala, da je bil ta učinek v finančnem smislu 90 milijonov evrov. To so že res lepe številke. Vaša pričakovanja, gospa Bučar, in morda tudi vloga Slovenskega filmskega centra, kako je bil vključen v ta projekt in kako ste se povezali morda tudi s Slovensko turistično organizacijo in vse to, kar sodi zraven? Torej, Slovenski filmski center je tista inštitucija, ki skrbi za promocijo Slovenije kot filmske lokacije, med drugim tudi. Tista, ki vzpostavlja stike z producenti, tista, ki predstavlja Slovenijo na sejmih, in takoj ob uvedbi ukrepa smo poskušali in tudi uspešno vzpostavili sodelovanje z Slovensko turistično organizacijo, tako da smo do nastopa korone na sejmih filmskih lokacij nastopali z STO-jem skupaj. In seveda poskušali ne samo dvigati interes za Slovenijo, ampak tudi nekako spromovirati, poleg lokacij, tudi to, kar Slovenija tudi še ima za te producente, ker namreč to gre postopoma. Najprej pridejo z manjšimi projekti, da preverijo, a imamo ekipe, ki znajo to delati, a imamo davčno politiko, ki deluje, ali imamo plačevanje računov, ali imamo zanesljive ljudi. Vse to se gradi od majhnih projektov, zaupanje v državo in v sektor tukaj. In v teh letih, zdaj ta projekt je dokaz, da smo tle bili uspešni, da smo zgradili zaupanje in zdaj zelo pomembno za naprej je, da bomo zagotavljali neko stabilnost tudi finančnih sredstev za ta ukrep in seveda nekako, da ohranjali, bom rekla, naš dober glas v mednarodnem svetu, kjer je producentov tako obsežnih projektov malo in verjemite mi, da ko enkrat nekaj ni v redu, ne bo nihče več prišel. Jaz bi tle še omenil eno stvar, če se zopet obrnemo proti Hrvaški. Mislim, to povračila, ki jih imamo v naši shemi, so večinoma za tuje producente. Ker pa imajo tudi na Hrvaškem, recimo, da to velja tako za hrvaške producente na hrvaških projektih, seveda, če so ta sredstva niso iz javnega vira. In tukaj v našem sistemu imamo pa to anomalijo, da slovenski producent pri slovenskem filmu, kjer dobi zunanjo investicijo iz zasebnega vira, ne more tega uveljavljati skozi iste sheme. In mislim, da tukaj so slovenski producenti napram tujih producentov v bistvu deprivilegiranem položaju. Bomo o kulturni politiki nove vlade v nadaljevanju. Zdaj bomo šli še enkrat v Piran. Vprašanje za Manco. Kaj od tega projekta pričakuje lokalna skupnost? Kaj si vse obetajo od tega? Ja, najprej naj začnem s nekaj izjavami, kaj so mi danes pripovedovali domačini. Marsikdo je malce nejevoljen, da ne more v tistem trenutku, ko si želi dostopati do svojega stanovanja ali pa recimo lokala. Spet drugi jih zanima, so radovedni. Gospa je rekla, da bo kar preplavala okoli Punte in poskušala več videti iz drugega zornega kota. No, vsekakor pa je tu velika logistika, veliko prilagajanja lokalne skupnosti in zato je tukaj ob meni gospod Rok Humar iz občine Piran. Najprej mi povejte, kar se tiče prometnega režima, kaj to pomeni za domačine, za turiste, v kolikšni meri se morajo prilagajati zdaj? Prometni režim bo nekoliko spremenjen. Do 10. ure bo možna dostava do vseh lokalov, restauracij in ostalih gospodarskih dejavnosti. Bo pa v času, ko bo potekalo snemanje na več lokacijah po Piranu, bojo občasne 15 do 20 minutne zapore in v tem času se ne bo moglo dostopati do svojih domov in bojo mogli nekateri občani in prebivalci počakati in pol bojo lahko šli domov. To so v bistvu neki ukrepi, ki so po svetu
kar se tiče snemanja, razumljivi in naši krajani so to v veliki meri sprejeli in podpirajo in so pripravljeni za tako veliko promocijo tudi malo potrpeti. Tudi verjetno iz vidika, da lastniki lokalov recimo, ne, ali pa domačini, ki so ponudili svoje okno za snemanje, torej da snemalec stoji, sedi na oknu in snema kader na ulico, so dobili nekakšna nadomestila. Lahko karkoli razkrijete? Lahko razkrijemo to, da na vseh snemalnih lokacijah, ki se snema, bojo vsi gostinski lokali zaprti in trgovine in snemalna ekipa se je že 2 meseca pred z vsemi dogovarjala za ustrezne odškodnine, z vsemi so se uspeli zmeniti, tako da ne bo nobenih težav in tudi v tem primeru, če nekdo snema iz okna, tudi ta gospod ali pa moj prijatelj se bo snemalo iz njegove strehe, tudi on je dobil znatno odškodnino, tako da v bistvu je pozdravil to snemanje filma in z veseljem odstopil svojo streho. Torej ne gre za neki izpad prometa, recimo, ko govorimo o lastnikih lokalov, sploh zdaj recimo, ne, september je, vreme je toplo in turistična sezona še teče, ne? Odškodnine so take, da so povsem zadovoljile gostince, da v nobenem primeru ne moremo govoriti, da bojo gostinci zaradi tega imeli kakšen izpad prometa in trgovci tudi ne. Še eno vprašanje imam glede Punte, prav zdaj poteka tam snemanje, neosvetljena bo nekaj časa. Zakaj, kaj ste storili? Ja, snemalna ekipa nas je prosila, da je to zahteva režiserja in smo se zato pol z našim koncesionarjem dogovorili, da za čas snemanja na tej mikrolokaciji, da se drogovi javne razsvetljave umaknejo. Razumem, da je režiserju nekako ga je motil tej drogovi in zato so jih pol odstranili. Torej, kar nekaj prilagajanja, ampak na koncu po 14 dneh se bo pa verjetno vse obrestovalo, ne? Rekla sva tako finančno, kot tudi z vidika turizma oziroma promocije za Piran. Gre za velik projekt, ki Piran ponovno uvršča na seznam filmskih destinacij in za uspešno izvedbo takšnega projekta je treba prilagajanje. In mi kot občina Piran smo veseli, da se je filmska ekipa odločila, da pride v Piran. Poznamo in smo, ko bi rekel, se zavedamo vseh prednosti, ki jih taka filmska produkcija v Piran prinese, tako promocijskih kot gospodarskih. Zato z velikim veseljem smo jih pozdravili in upamo, da se bo še kdaj vrnili k nam. Imate morda odgovor, zakaj je ravno Piran? Lahko to razkrijete? Tega odgovor sicer nimamo, niste prva, ki me to vprašala. Kdo je lobiral pri tem? Noben pri tem ni lobiral, v bistvu Piran je sam lobiral. Piran je sam zlobiral z vsem svojim arhitektonskim značajem, z svojo arhitekturo, z svojim mestom, za svojo podobo, da so filmske ekipe prišle k nam, oziroma v tem primeru konkretno ta filmska ekipa prišla k nam. Nismo rabili nobenega lobiranja, Piran je to dosegel sam. In to po 2 letih ali še več koronskih časov ukrepov še kako prav pride. Tako je, ja. Zelo smo veseli in pozdravljamo ekipo in še enkrat prosimo vse naše krajanke in krajane za potrpežljivost in za razumevanje. Hvala lepa, naj bo čim manj komplikacij v teh 14 dneh, kar se tiče snemanja in kar se tiče domačinov. Miha, toliko iz Pirana. Manca, hvala lepa tudi gostu in seveda lep pozdrav v Piran. Morda ste slišali prej, ko smo se tu v studiu pogovarjali, vi pa veste, zakaj ravno v Piran, ne, gospa Bučar? Ja, mislim, jaz vem, gospod iz občine Piran je seveda prav povedal, Piran si je to pridobil sam. Namreč vem, da so bili, vem tudi, kdaj so bili location scouti, se pravi iskalci lokacij, to so profesionalci, ki jih velike produkcije pošljajo po svetu, s scenarijem v roki in rečejo, zdaj pa vi poiščite, kje so najboljše lokacije na svetu za tole, ta prizor, za ta prizor. In po mojih informacijah, ko so bili skauti, torej iskalci lokacij v Sloveniji, jim je naš lokalni producent pokazal Piran in navdušili sta jih 2 zadevi. Eno je seveda prečudovite strehe, ki so enovite in prekrasne, in drugo je piranski mandrač. In jaz sem prepričana, da ko bo film na ogled, čez toliko in toliko časa, da nam bo režiser sam dal odgovor, zakaj ravno ti 2 zadevi, ampak to si je priskrbel seveda Piran sam in noben drug kot lokacija sama. Kdaj pa bomo lahko to videli? To veste morda? Predvidoma prihodnje leto, ampak te projekti so zelo obsežni, ne samo v snemanjih, ker imajo kar precej snemalnih lokacij, ampak tudi v postprodukciji. Tako da načeloma bo to eden od verjetno najvidnejših zadev v prihodnje leto. Komaj čakamo, za konec pa absolutno tudi pomembno vprašanje
Za vas, gospod Luzar, v kakšnem stanju je zdaj po 2 letih pandemije pa slovenski film in morda, če lahko kaj poveste o svojih projektih, s čim se trenutno ukvarjate? Bom kar začel na koncu. Trenutno se ukvarjam z distribucijo svojega zadnjega filma Orkester, ki je na ogled v slovenskih kinih. In moram reči, da je enako, kot tukaj za neko tujo produkcijo, enako velja, ko pride slovenski film v neko manjše mesto, spremeni tok in sam ritem mesta. Ampak na vsak način se tudi nek slovenski film da v bistvu nek gospodarski učinek na to mikroekonomijo določenega mesta. Enako, ko je v tej veliki shemi dosti niže, seveda je tudi potekalo snemanje mojega filma Orkester v Zagorju, je vplivalo na stanitve in na prehrano in na vsezadnje tudi promocijo mesta. Kar se pa tiče, v kakem stanju je slovenski film trenutno, je v istem stanju, kot je bil pred 1 letom ali pa pred 2 leti ali pa pred 30 leti. Slovenski film je podfinanciran in glede na to, da je zaveza trenutne vlade in zapisano, kar je v koalicijski pogodbi, da se bo rešilo financiranje slovenskega filma in vsezadnje tudi zakonskega okvirov, je pričakovanje stroke veliko. Želimo si, da bi se uresničile napovedi in odločitve Odbora za kulturo iz leta 2018 in 2020, da se poveča financiranje slovenskega filma na 11 milijonov. In če imamo to vrstne ukrepe, ki bogatijo tako turizem kot gospodarstvo, kot kulturo, je pomembno, da na drugi strani ne pozabimo tudi na slovenski film. To vrstni ukrepi na eni strani za tuje produkcije mora biti sorazmerni tudi za nacionalno kinematografijo. Samo tako se lahko AV industrija v Sloveniji razvija. Pa se vam zdi, da imate posluh nove vlade, zdaj pač od 1. junija so, tudi ekipa na kulturnem ministrstvu se je, moram reči, vsaj okoli nove ministrice kar zamenjala. Čutite, da je posluh? So vas že sprejeli nekakšen pogovor ali tečejo kakšni? V prejšnjem mesecu smo imeli en pogovor na Ministrstvu za kulturo. Je posluh, ampak ne vem, če je dovolj velik posluh, kar se tiče financiranja slovenskega filma. Ker financiranje slovenskega filma ni vlaganje v zidove in infrastrukturo, ampak je vlaganje v slovenske ljudi. Večina slovenskih avtorjev je samozaposlenih in delajo iz projekta na projekt. In če ne bomo dvignili v bistvu financiranja slovenskega filma, potem se tudi slovenski talent ne bo mogel razvijati. V tem trenutku toliko talenta, kot ga imamo v slovenskem filmu, tako tistih, ki vstopajo v profesionalni svet, do tistih, ki ga delamo, do tistih, ki so že zadnjih 30 let ustvarjali, toliko talenta Slovenija do zdaj še ni imela. In če mi ne bomo razvijali talenta, če ne bomo poskrbeli za ljudi, potem ne moramo tudi govoriti o slovenskem filmu. In pričakovanja so velika, posebej zaradi zaveze koalicijske pogodbe, kjer so jo dale vse 3 stranke o podpisu. Toliko talenta Slovenija še ni imela, pravi gospod Luzar. Kaj pa vaš pogled, vaša izkušnja z novo oblastjo? Torej, jaz bom najprej popravila Matevža, z mojega vidika slovenski film niti približno ni tam, kot je bil 30 let nazaj, niti približno ni tam, kjer je bil 2 leti nazaj, ampak je na popolnoma drugi ravni. Je pa res, Matevž verjetno govori o financiranju in o naklonjenosti slovenske politike tej novi umetnosti, ki nikakor ne zraste v pravi cvet, čeprav talent je, mednarodni uspehi so, naš film se je popolnoma predrugačil. Ne samo, ne bom rekla, da kdaj ni bil dober, ampak uspehi mednarodni, mladi avtorji, drugačni pristopi so tu. Imamo vse in že nekaj let čakamo na v bistvu pogumno politično odločitev, ki bo domačemu filmu naklonila, bom rekla, minimalna finančna sredstva, da se bo ta lahko razvijal naprej. Poenostavljeno bi rekla, mi imamo zdaj vse sestavine za dobro večerjo, vendar te večerje ne moremo skuhati, dokler politika ne bo rekla, letos dobite 11 milijonov in potem dobite vsako naslednje leto 1 milijon ali 2 več. To ne bi pomenilo nič drugega, kot da naši filmarji lahko delajo v malo boljših pogojih, kot delajo zdaj, in da bomo imeli morda 4-3 filme več vsako leto. In to lahko z gotovostjo rečem, po mojem večletnem spremljanju slovenske filmske, bom rekla, krajine,
da imamo vse, kar potrebujemo. In čas je, da se zaveza koalicijske pogodbe izpolni in jaz srčno upam, da se bo. Verjamem, da so zaostrene gospodarske razmere, ampak veste, za film so vedno zaostrene gospodarske razmere. Še nikoli ni bil odgovor, izvolite filmarji, ne, to pač je nekaj, kar politika verjame, ampak film je, kot sem že prej rekla, umetnost in gospodarska veja sodobnega časa. In stvar politike je, da je moderna, in da sprejme film in mu da, bom rekla, velik vrt, kjer bo to lahko raslo. Mi bomo s tem gradili spomenike vizualne nekega časa, dali seveda možnost ustvarjalno našim kreativnim delavcem na področju filma in kot izhaja tudi iz te zgodbe piranske, bomo nekako tudi gospodarsko pomagali tem državi in majhnim, bom rekla, najbolj mikro in majhnim podjetjem, ki v raznih storitvenih dejavnostih delujejo. Tako da ni nobenega razloga več, da se reče, da pač film spet ne more. Film mora dobiti svoj prostor v tej državi, ki je, upam, da modern del Evrope. Na Hrvaškem, še to bi rada povedala primerjalno, že vrsto let filmu namenjajo več kot 10 milijonov domačemu filmu in sorazmerno enako količino denarja namenjajo tudi denarnim povračilom za tuje producente. Samo letos v Sarajevu na festivalu, ki je največji regijski festival, so pobrali nagrade za najboljšo serijo, za najboljši igrani film, za najboljši dokumentarni film, da ne bom zdaj delala hrvaškemu filmu preveč reklame. Torej, rezultati po 10 letih na Hrvaškem so tu in tudi naši bodo. Samo potrebujemo osnovna sredstva in to so finance. Jaz bi tla dodal samo še to, da je stvar povečanja, je stvar politične volje. In vse analize so na dlani, zdaj samo odločitev, ali si želimo slovenski film ali ne. Če parafraziram gospod Bučar, upamo, da je to oddajo poslušal kakšen kuhar ali vrtnar z vlade, ne? Ker to potrebujemo in seveda želimo slovenskemu filmu, predvsem slovenskemu filmu vse dobro. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Luzar, gospa Bučar, najlepša hvala za vajno gostovanje v studiu. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala pa tudi seveda naši ekipi v Piran z Manco Turk na čelu. Manca, upam, da ne bo šla plavati okoli piranske punte, da bi prišla do najboljših kadrov zvezdniške ekipe. Lep pozdrav torej in tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Spremljajte še naprej n1info.si iz studija, pa lep pozdrav in nasvidenje.